Prvo predstavitev bo podala Katarina Demac iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Predstavitev pa se glasi rezultatsko usmerjeni ukrepi za izboljšanje gnezditvene uspešnosti ptic na njivah. Tako da, Katarina, kar izvoli, če lahko deliš zaslon. To zdaj prvič delam. Pa mi boste sam povedala, se vidi? Zaenkrat še ne. Okej. Zdaj nekaj vrti, krogec. Zaenkrat se nič ne dogaja. Aha, okej. Ja. Še diaprojekcija, tako, super. Dobro. Bomo kar začeli, da ne izgubljamo preveč časa. Se pravi, v Sloveniji vemo, da nam gnezdilke, tiste, ki gnezdijo na njivah, kar precej upadajo, se pravi, njihove populacije se manjšajo, nekatere precej, nekatere mogoče malenkost manj, ampak še zmeraj znatno. Med njimi, na primer, najbolj izrazite upade doživljajo poljski škarjanec, ki na njivah gnezdi vsaj na Ljubljanskem barju, tudi v ravninskih delih vzhodne Slovenije. Potem hribski škarjanec, za katerega zdaj vemo, v bistvu iz kohezijskega projekta Gorička krajina, da na njivah gnezdi na Goričkem, možno pa da tudi na ravninskem delu Vipavske doline. Potem Priba, kjer na njivah gnezdi praktično celotna nacionalna populacija, pa tudi čopasti škarjanec in pa prepelica. Čopasti škarjanec jih kar precej gnezdi na njivah, predvsem v vzhodni Sloveniji. Pri prepelici pa v bistvu je to nek, rekla, habitat, ki je sekundaren, no se tudi pri ostalih, no, ampak gnezdi prepelica tudi na ekstenzivnih vlažnih travnikih. V prezentaciji se bom nekako fokusirala predvsem na zgornje 3 vrste, se pravi poljski hribski škarjanec in pa Priba. Zdaj, vzroki za upade teh ptic na njivah so predvsem zaradi tega, ker njihovo obdobje gnezditve sovpada s kmetijskimi opravili na njivi, kot so na primer oranje, brananje, sejanje, nanos fitofarmacevtskih sredstev in pa umetnih gnojil. Tukaj imate, boste imeli prikazano eno zgodbo ene Pribe na njivi na Ljubljanskem barju, kjer je recimo brez težav preživela to, da je kmet čez njeno gnezdo potresel gnoj, to vidite na tejle sliki. Temu pa je sledilo oranje, ki pa bi bilo seveda za to Pribo precej bolj usodno, če se ne bi tam znašel en gospod, ki je včasih v Prirodoslovnem muzeju delal in veliko zahaja na barje in je to gnezdo dvignil, ga odnesel dol z njive in ga potem položil nazaj na preorano njivo, kjer je Priba valila naprej. Iz tega gnezda sta se potem speljala 2 mladiča. Seveda si lahko predstavljate, da redko katera Priba doživi takole srečno usodo. Večina teh legel propade v času brananja oziroma oranja njiv. Podobno se dogaja s hribskim škarjancem na Goričkem. Levo imate gnezdo, ki je bilo najdeno v žitni njivi, potem sredi valeča samica in desno mladički v gnezdu. To gnezdo je za las ušlo zelo slabemu rezultatu, zato ker je kmet, ko je nanašal fitofarmacevtska sredstva oziroma umetna gnojila, je povozil rob tega gnezda in če bi peljal v bistvu 10 centimetrov majčkeno bolj desno, bi to gnezdo v celoti propadlo. Se pravi, to je najverjetneje poglavitni razlog, zakaj te populacije upadajo. Potem se pa temu pridruži še zelo verjetno pomanjkanje hrane na njivah. Na njivah veste, da se uporabljajo razni pesticidi, ki zmanjšajo količino hrane za te gnezdilke in vse te vrste v bližini potrebujejo nujno neke travniške ali pa druge površine, recimo kolovoze ali pa robove, take zatravljene, kjer najdejo potem hrano za svoje mladiče in kamor tudi mladiče odpeljejo, da imajo ti tam skrivališče. Neke raziskave dokazujejo tudi, da je stopnja plenjenja na njivskih površinah pri nekaterih vrstah, na nekaterih območjih povečana, to pa zato, ker te vrste rade gnezdijo na primer na ali tik ob kolesnicah traktorjev,
kot traktorji, pač se veste, imajo te stalne kolesnice, po katerih potem špricajo, pa tresajo gnojila, pa tako naprej. No, in to so hkrati tudi stečine, ki jih uporabljajo sesavči plenilci, ko pregledujejo njivske površine, in ker so gnezda ob teh kolesnicah, so pogosteje oplenjena. Zdaj v nadaljevanju bom na kratko predstavila pač nekaj ukrepov, ki smo jih mi tudi poslali lansko leto, tako ZRSVN-ju kot tudi MKGP-ju. Ukrepov je 6. Obstajajo pa v bistvu v tujini še nekateri drugi, ki se jih v tej prezentaciji ne bom dotikala, samo toliko, da vemo pač, da so tudi na voljo. Praha je v bistvu eden od poglavitnih habitatov za vseh teh 5 vrst, ki ste jih videli na enem od začetnih slajdov, se pravi ne samo za poljskega hribskega škarjanca in pribo, ampak tudi za čopastega škarjanca in prepelico. In obstaja kar nekaj raziskav znanstvenih v Evropi, ki kažejo, da so se populacijski trendi ptic v Evropski uniji močno poslabšali po letu 2008, ko je bila ukinjena obvezna praha. Včasih je namreč v skupni kmetijski politiki veljalo pravilo obvezne prahe, ki je bilo pa potem ukinjeno. In takrat so zaznani še večji upadi populacij kot predtem. Cvetni pasovi gre v bistvu za neke sejane površine na njivah. To pomeni, na zunanjem robu ali pa na sredini ali pa pač nekje na njivi se en del površine njive oddeli za to, da se gor poseje seme avtohtone zeliščne vegetacije, lahko tudi seveda travno, ampak predvsem gre za razne cvetoče rastline. Ukrep, ki smo ga mi predlagali, je tak, da bi v bistvu semena raztresli ne po celotni površini cvetnega pasu, ampak recimo na nekje 2/3. To pa zato, da vmes med vegetacijo, ki potem zraste lahko do kar precejšnjih višin, ostanejo še zmeraj gole zaplate, ki so zelo, zelo pomembne za prehranjevanje za nekatere vrste. No, in temu v bistvu, se pravi ohranjanju nekih golih zaplat, je namenjen tudi ukrep, ki ga v tujini imenujejo Skylark patches, se pravi, to so površine golih tal, golih zaplat za poljskega škarjanca. Te površine kmetje lahko ustvarijo tako, da pač ko sejalnico sejejo seme žita, enostavno sejalnico na določeni točki ugasnejo in potem, ko se vračajo, se pravi, ko obrnejo traktor in se vračajo, spet na neki točki sejalnico ugasnejo in pač to počnejo toliko časa, dokler ne ustvarijo neke gole zaplate, neke dogovorjene velikosti. Zdaj, naš predlog je, da bi bile te zaplate cirka 25 kvadratnih metrov velike. Te površine pravzaprav izhajajo iz kar precejšnjega števila tujih člankov, kjer so te ukrepe testirali, a so primerni za poljskega škarjanca in ne, in izkazalo se je, da zelo pozitivno vplivajo tako na število gnezditvenih poskusov v eni gnezditveni sezoni, se pravi, če imate vi ozimno žito, potem na taki površini lahko poljski škarjanc ima samo eno leglo na leto, ker je potem za drugo leglo vegetacija že prevelika in pač v takem noče več gnezditi. Če imate pa te gole zaplate, mu pa to omogoča recimo potem 2 ali celo 3 legla. Poleg tega je preživetje mladičev poljskega škarjanca na njivah s tovrstnimi golimi zaplatami večje, zato ker v bistvu tukaj najde veliko več hrane, kot pa v neki uniformni njivi. Tretji ukrep, ki bi vam ga radi predstavili, je v bistvu dvostopenjski ukrep za varovanje hribskega škarjanca na njivah. Ta ukrep bi bil za začetek, po moje, najbolj primeren za SPA Goričko. Povzetje popolnoma v bistvu povzetje po enem ukrepu, ki ga imajo avstrijski ornitologi v okolici Linca, to je en pač naravni park. In tam je tale ukrep strukturiran tako, da v prvem koraku ornitolog poišče teritorije hribskih škarjancev in zariše neke okvirne meje teh teritorijev, potem pa znotraj meja teritorijev oziroma bolje rečeno domačih okolišev poišče tiste strukture, ki jih hribski škarjanci najbolj nujno potrebujejo. To so recimo žitne njive, na katerih tam gnezdi, tako kot na Goričkem, ali pa njive detelje ali pa praha.
potem recimo manjši gozdiči ali pa posamezna solitarna drevesa ali pa grmi, s katerih poje in ki jih uporablja tudi v bistvu kot neke take izvidniška mesta, da vidi, če je kje kakšna nevarnost. In tako naprej. Se pravi, definira krajinske elemente, ki morajo ostati nespremenjeni. In potem lahko lastnik, če gospodari skladno s priporočili ornitologa, to pomeni, da ne asfaltira kolovozov, da ohranja v svojem kolobarju žitne njive, detelne njive, da ne poseka celotnih mejic, da recimo, če ima nek gozdič na svoji parceli, potem samo z obrobja tistega gozdiča prebiralno seka, ne poseka, celotnega gozdnega roba. Dobi pri njih 300 € tak lastnik za obdobje 5 let. V drugem koraku pa ornitologi skušajo poiskati lokacije gnezd hribskih škrjancev, pri čemer ne rabijo prav fizično najti gnezda, ampak v bistvu zadošča že, če opazujejo, kako par znaša gnezditveni material na neko lokacijo oziroma kako na neki točki par hrani mladiče. In potem ornitolog skupaj z kmetom določi, kolikšen del njive, na kateri je pač gnezdo, bo ostal neobdelan. Zdaj, če se kmet odloči, da bo celo njivo pustil neobdelano do določenega datuma, dobi seveda večje plačilo, kot pa če se mu recimo oddeli 5x5 metrov. Ne. No, pa plačilo je potem 450 € na hektar na leto. In ta ukrep se je v Avstriji izkazal za zelo učinkovitega. Uspeli so v bistvu v roku, mislim, da 3 ali 4 let zdaj podvojiti oziroma potrojiti populacijo, ki je res tako po ekologiji kot tudi po številčnosti zelo podobna tisti na Goričkem. Potem je ukrep za hribo, zakasnjena obdelava njive, ki je v bistvu relativno enostaven, pomeni, da v bistvu se sme pripravo njive za setu opraviti oziroma pred 10. marcem ali pa po 25. maju. Se pravi, v vmesnem času so kakršnakoli kmetijska dela s traktorjem na njivi prepovedana. To v bistvu pomeni, da to okno med 10. marcem in 25. majem je okno, v katerem lahko hriba nemoteno odgnezdi in spelje svoje mladiče, oziroma so vsaj toliko veliki, da se lahko umaknejo potem pred traktorjem na sosednje površine. Drugi ukrep za hribo je izogibanje delu njive, kjer je gnezdo. To v bistvu ukrep ponovno zahteva sodelovanje ornitologa, ki pravzaprav poišče gnezdo in ga na terenu označi na nek tak neopadljiv način, se pravi v neki določeni oddaljenosti od gnezda se zapič neke manjše palce ali nekaj takega. Skratka, ta označitev mora biti res zelo previdna, drugače seveda lahko privabi plenilce. In kmet, v bistvu njegova dolžnost, če privoli, da bo sodeloval v tem ukrepu, je potem, da se temu označenemu delu njive povsem izogiba do datuma, ki mu ga predpiše ornitolog. Ta datum je pa v bistvu individualno določen in je odvisen od tega, v kakšni fazi je gnezdo, ko ga ornitolog najde. Ker lahko se v bistvu v tem gnezdu, je hriba na začetku valjenja ali pa seveda že bolj proti koncu, ali pa so čist majčkani mladički ravno izleženi. Skratka, v odvisnosti od tega je potem datum določen, od katerega naprej pa lahko kmet normalno obdeluje celotno svojo njivo. Tako, to je v bistvu vse v moji prezentaciji. Jaz sem se nekako probala res držati tega roka 5 do 10 minut, no, tako da upam, da bomo zdaj lahko pač malo tudi predebatirali. Hvala lepa, Katarina. Se mi zdi ta predlog v bistvu zelo zanimiv, zaradi tega, ker do zdaj smo se precej pogovarjali predvsem o ukrepih na travniških površinah. Deloma se zdaj pričenja tudi razprava o krajinskih značilnostih, medtem ko, kot si omenila, to so pa tudi vrste. Zdaj, če recimo pogledamo ta zelo glasni, če lahko temu tako rečem, indeks ptic kmetijske krajine, so ravno številne od teh vrst, ki si jih omenila, pravzaprav med tistimi, ki imajo največje upade, ki pravzaprav ta indeks najbolj pomembno tudi vlečejo dol.
ker gre za kompozitni indeks in verjetno s takimi ukrepi, zdaj govorimo predvsem seveda v vzhodni Sloveniji in pa Ljubljanskem Barju, bi verjetno res lahko vsaj po izkušnjah iz tujine z relativno majhnim naporom lahko naredili zelo veliko. Tukaj se mi zdi, oziroma meni je všeč pri teh rešitvah predvsem to, da je jasno, da na njivskih površinah seveda je pridelava hrane pač prioritetna, ampak da se vendarle da z nekimi zelo ciljnimi ukrepi pa tudi pomagati v bistvu biodiverziteti, torej da lahko pravzaprav z dogovorom s kmetom, da pač tam, kjer res je gnezdo in v okolici, da se v bistvu od leta do leta izboljša. Bi pa imela tukaj eno vprašanje zate, glede na izkušnje iz avstrijskega parka, ki si ga omenila, kjer imajo ukrep za hribskega škrjanca. Če lahko malo poveš, koliko je napora potrebnega za recimo določevanje teh gnezd, se pravi, o kakih površinah govorimo in recimo koliko je bilo pač dela potrebno vloženega. Se pravi, ali ocenjuješ, ali je to na teh kritičnih območjih v Sloveniji pač možno speljati. Potem pa vidim, da se še Emil javlja k besedi, tako da Katarina izvoli, potem pa še Emil. Zdaj tukaj v Avstriji so imeli angažirana 2 ornitologa, ki sta pač te popise izvajala, jaz bi rekla, okvirno med marcem, pa potem nekje koncem maja ali pa sredino junija. In ta 2 ornitologa sta imela tudi nalogo v bistvu vse komunikacije z kmetom. To pomeni, takrat, ko sta ona 2 zarisala teritorije, definirala tiste krajinske elemente, sta to sporočila kmetu, se z njim dogovorila, ali bi šel v ta prvi korak, se pravi, da bi se zavezal, da ne bo delal stvari, ki so slabe za škrjanca, in potem tudi v drugi fazi je iskanju gnezda sledila ponovno komunikacija s kmetom. Ornitologi so tudi v bistvu pripravljali vsebino pogodb, tako da to sta delali na primerljivo velikem, oziroma ni primerljivo veliko, eno majhno zavarovano območje je, ni tako veliko kot Goričko, je pa res, da tudi znotraj Goričkega recimo nimamo povsod hribskega škrjanca, tako da velikost populacije hribskega škrjanca v tem avstrijskem parku pa na Goričkem je primerljivo velika, tako da verjetno bi zadeva tudi pri nas bila izvedljiva v tem obsegu, vsaj na Goričkem. Zdaj recimo to širiti potem še na neke druge SPA-je je že mogoče vprašljivo in tudi za druge SPA-je nimamo zaenkrat še prepričljivih podatkov, ki bi kazali na to, da sploh gnezdijo na njivah, ampak mislim, da na Goričkem bi bilo pa to izvedljivo. Je res treba tukaj vedeti, da v bistvu stroške tega so si razdelili po eni strani, mislim, da ornitologe je plačal park, ampak to so imeli nek projekt, ki jim je to omogočal, medtem ko plačila kmetom je pa potem zvezna vlada ali pa deželna vlada, zdaj pa ne vem točno, bi mogla preveriti, uredila, ampak je pa šlo iz kmetijskega denarja. To je bilo to in mislim, da še en podatek, če se prav spomnim, da je bilo delu ornitologov ali nekaj takega, mislim, da je bilo letno namenjeno 10.000 evrov, se mi zdi. Tako, se pravi, delo plus potni stroški, plus ne vem, je bilo še karkoli materialnega, ampak to je to. Okay. Hvala lepa. Emil, izvoli. Sam, da so se prijavili. Hvala lepa. Moram reči, da sem navdušen nad današnjimi predstavitvami in tudi samim tonom dialoga, ki poteka čez chat. Mislim, da delamo zelo pomemben korak naprej, da bomo znali delati boljše in bolj prilagojeno razmeram, torej in v naravi in v kmetijstvu. Pristop, ki veje iz večine dosedanjih predstavitev, da se poskuša najti realne zgodbe, to se pravi,
Emil, malo te je zmanjkalo vmes. Zdaj, dokler se nam Emil ne javi, bi mogoče pa povabila Matejo Žvikart, ki je tudi dvignila roko, pa da ta čas pokomentira. Emil? Mateja, kar izvolim. Ja, hvala. Jaz bi mogoče samo dopolnila na Katarini pogovor glede Hribskega svetega Škorjanca v Avstriji. Jaz sem seveda bila v stiku z kolegi iz tega parka, kjer to izvaja, zaradi tega, ker se tudi na zavodu intenzivno ukvarjamo, kako pravzaprav pripraviti bodoče KOPOP ukrepe in tako naprej. No, in me je zanimalo pravzaprav, ne vem, verjetno ste bili pozorni, v bistvu, da so plačila dosti visoka, imajo 300 € za hranjenje habitata, pa 450 € potem za prisotno gnezdo. In sem v bistvu bolj, bom rekla, ker sem človek iz prakse, ne, sem bolj v bistvu ta izvedbeni vidik jih spraševala, kako so to speljali. To drži, tako kot je Katarina rekla, financiranje so si malo razdelili, ta dva ornitologa sta bila plačana iz tehnične pomoči PRP-ja, medtem ko sami zneski, ki so jih dobivali kmetje, je pa prispevala oziroma so bili pač dogovorjeni z deželno vlado. No, tako da ti zneski, ki so jih kmetje dobili, mislim, so, bom rekla, iz te deželnega žakla namenjenega za kmetijstvo, ampak ne gre pa v bistvu za sredstva PRP-ja. Zdaj, na to vprašanje, ki je bilo, mislim pač, kakve so njihove izkušnje, no, in kako naprej, v bistvu so povedali, da pravzaprav imajo zdaj v nadaljevanju pač težave, kako, bom rekla, ta ukrep izvajati naprej, zaradi tega, ker se postopno ugaša tudi pač vir financiranja na obeh delih, se pravi tako v bistvu na PRP-ju, kot v bistvu tudi na nivoju deželne vlade, in oni se v bistvu ugotavljajo tako, da ta pristop definitivno je zelo prinesel pozitivne učinke, zaradi tega, ker so izboljšali podatke in tudi v bistvu pač so pozitivni učinki na samo vrsto. Da sicer pa ugotavljajo, da je samo izvajanje ali pa način izvajanja je časovno precej, bom rekla, zahteven, in pa da z tega vidika, ker v bistvu omogoča ta, bom rekla, neko individualnost, ne, se tudi v bistvu med leti plačilo lahko spreminja, glede na to, a gnezdo je ali ni, a so strukture ali niso, ne. To v bistvu vsako leto ornitologi sproti potem določajo, spreminjajo, prilagajajo in tako naprej. In da ta v bistvu individualizem v tem kontekstu, ki je bolj ciljen in tako, je absolutno pozitiven, ampak po drugi strani recimo je pa to lahko tudi kar precejšnja težava, ker je časovno pravzaprav zelo zahtevna stvar, no. Tako da oni v bistvu zdaj v nadaljevanju si prizadevajo, kakor sem jih razumela, zadevo v bistvu speljati nekako v sistem, ampak imajo pravzaprav podobne težave kot mi, zaradi tega, ker pač v zvezi z denarjem, kako pravzaprav zadevo zapeljati in tako, no. Samo toliko, hvala. Ja, jaz bi komentirala samo to, da pač če ne bomo imeli nekih ukrepov, recimo za varstvo hribskega škorjanca na njivah na Goričkem, potem lahko mi ekstenzivne suhe travnike okoli teh njiv varujemo do onemoglosti, bojo seveda koristili tako rastlinam, habitatnim tipom, metuljem, ampak definitivno pa ne hribskemu škorjancu, ker pač ne bo več hribskih škorjancev, ki bi se tam lahko prehranjevali. Tako da jaz verjamem, da je to časovno zahtevno, finančno, po pravici povedano, se mi niti ne zdi toliko zelo, sploh upoštevajoč, kakšne so lahko kazni, ki jih Slovenija lahko dobi za neizpolnjevanje ptičje direktive. So to v bistvu zanemarljivi zneski, a ne. Definitivno bo pa nekaj treba na njivah narediti. Pač ptič žal neumen in se je prestavil na njive, zato ker enostavno, to smo se tudi pogovarjali z Avstrijci, se je pri nas na Goričkem zgodilo enako kot pri njih. Površine teh res najbolj ekstenzivnih suhih travnikov so upadle, včasih so hribski škorjanci gnezdili na njih. Te suhi travniki imajo po naravi zelo redko pa zelo heterogeno vegetacijo. Se pravi, eni deli, kjer je malo višja, eni deli, kjer je malo nižja, pa veliko zaplat golih tal vmes. In to je to, kar hribski škorjanc rabi. Višjo vegetacijo za gnezdenje
nižjo za prehranjevanje. In ko so ti travniki bili intenzificirani, se pravi, začeli se jih je oranj gnojiti večkrat, ko se travna ruša zgostila, zaplat golih tal ni bilo več, heterogenosti v sestavi in pa višini vegetacije ni bilo več in so se enostavno te vrste prestavile na njivske površine, ki so spomladi, preden pač v bistvu začnejo poljščine poganjati, so te njive pravzaprav zelo podobne suhim travnikom, spravno en mal vegetacije, pa ogromno nekaj golih površin. Ne. In potem pomanjkanje hrane na teh površinah pa vidimo, da v veliki meri kompenzirajo s prehranjevanjem na travnikih, ki so v bližini teh njiv. Ampak njive so ključne. Hvala lepa. Zdaj, Emilju je zmanjkalo elektrike, ker imajo nek servis doma, ali kako, če sem prav razumela. Tako da bomo malo počakali še potem njegov komentar na kasneje. Imamo pa en zanimiv komentar od dr. Roka Miheliča v chatu. In sicer, ki se mi zdi zelo zanimiv oziroma pomemben, se pravi, pomembno je, da se takih varstvenih zaplat na njivi ne izključi iz obstoječih gerk. Se pravi, mora biti del poljedelske aktivnosti. Ne? Tako da čist tudi en tak administrativen komentar, ne? Se pravi, ko si omenjala, da če se na njivi te majhne kose v bistvu ne poseja, ne? Da to za kmeta potem ne pomeni dolgoročno problema z vidika subvencij, ampak je pač to ostane del gerka. Ne? Tako da se mi zdi to en tak zelo dobra tehničen komentar. Hvala lepa, Katarina.